Živjo, kako si? Jaz sem Aleksander Mota in danes bom odgovoril na vprašanje o bolečini v prsih, ki seva v hrbet. Prejel sem toliko vprašanj, tako v komentarjih na najnovejše videoposnetke, kot tudi na vse videoposnetke, teh je več kot 120. Torej, to je veliko vprašanj, žal ne morem odgovoriti vsem. Ampak, kakorkoli, ja, danes bom odgovoril na vprašanje Lady Ann Alves. Ona pravi takole. Pozdravljeni, dobro jutro, moj mož čuti bolečino pod prsnim košem, ki se širi v hrbet na desni strani. Kaj bi to lahko bilo? No, Lady Ann, gre za naslednje. Obstaja nešteto stvari, ki lahko povzročijo ali prispevajo k tej bolečini. Prav? Če bi bilo na levi strani, bi bilo nekoliko bolj zaskrbljujoče. Zakaj? Ker je srce na levi strani in je ta retrosternalna bolečina že značilna. Ta bolečina v prsih, ki seva v hrbet, v lopatico ali celo v levo roko, je lahko znak, da vam srce sporoča, da morate biti pozorni, opraviti pregled. Prav, ker je ta bolečina tvojega moža na desni strani, nas že vodi k razmišljanju o drugi strani prsnega koša, na drugi strani prepone, kar je povezano z jetri. Ne pravim, da ima jetra tvojega moža kakršnekoli težave, ampak disfunkcije gibljivosti, spremembe gibanja jeter običajno povzročajo te bolečine na tem območju. Pod prsnim košem in včasih izžarevajo tudi v hrbet. Prav? Druga stvar, ki je lahko vzrok, je težava z gibljivostjo reber. Rebra so na obeh straneh tukaj. Predstavljaj si, da je vsak moj prst eno rebro. Torej se mora odpirati naprej in ob strani, spodnja rebra, prav, pod prsnim košem, morajo se odpirati naprej in ob strani ter simetrično. Ko katero od reber ni dovolj gibljivo, ovira gibanje in potem se pojavi kostna bolečina, bolečina samega rebra. Mišična bolečina. Ali včasih celo kakšen živec, ki je utesnjen, stisnjen, kar povzroča to neprijetno bolečino. Prav. Pomembno je, da tvoj mož opravi pregled pri dobrem osteopatu, da ugotovi, kaj lahko povzroča ali vpliva oziroma prispeva k tej bolečini. Večinoma je to nekaj preprostega, prav? Ampak vsekakor si zasluži, da se to pregleda. Za zdaj, kaj lahko narediš? Ali pa vsaj usmeriti, pošlji ta video svojemu možu, prav? Ali pa komurkoli, ki čuti podobno bolečino. Lahko narediš naslednje. Položi roke tukaj pod prsni koš, glej, in dihaj. Opazuj gibanje. Ne gre za to, da narediš en sam vdih. Ni treba napolniti ali izprazniti pljuč naenkrat. Poskusi narediti daljši vdih. Opazil boš pod svojimi rokami gibanje reber, prav? Rebra se morajo dvigniti, kot sem rekel, naprej in v stran, simetrično. Torej enako na obeh straneh. Če se na desni strani ne odpira, torej če tvoj mož diha in naredi tole, glej, se odpre samo ena stran, je znak, da ta rebra potrebujejo gibanje. Tudi rebra in prepona, prav? Kaj lahko naredimo, da se stanje izboljša? Uležeš se na levi bok, z desno stranjo navzgor, lahko celo daš roko tukaj čez glavo. In poskusi dihati tako, da zrak pripelješ sem na desno stran. Jaz bom stal, ampak si predstavljaj, da ležim. Tukaj je moja postja, uležel sem se. Torej, ležim tukaj, roka tukaj zgoraj, in diham tako, da želim dvigniti ta spodnja rebra tukaj, glej. In ne pozabite, da so to dolgi vdihi, prav? Skoraj sem podaril kamero. Ubogi telefon. To so dolgi vdihi, torej vdihnili boste na ta način. Na začetku je lahko težko premikati to področje, ampak vztraj. Ni stvar moči, ampak stvar tehnike. Torej, ko boš vajal, poskušal drugič ali tretjič, boš videl, da se bo začelo premikati. Lahko celo uporabiš to roko, namesto da jo daš čez glavo, jo položiš tukaj na rebra, tako boš lažje zaznal gibanje reber. To narediš dvakrat na dan, mogoče trikrat. 3-4 minute so več kot dovolj, da povrneš enakomerno gibljivost reber. In ko se rebra gibajo simetrično, to pomeni, da poleg tega, da se rebra sama gibajo, diafragma deluje bolje in organi, ki so neposredno povezani z diafragmo, predvsem jetra na desni strani in želodec na levi strani, imajo dobro, zadovoljivo gibljivost.
Je v redu? Upam, da sem pomagal tvojemu možu in vsakomur, ki čuti te bolečine v rebrih ali v hrbtu, ki se širijo, prav, ki sledijo liniji reber, ampak ne pozabite, da je pomembno, da se date pregledati. Prav, ker te bolečine pogosto lahko izvirajo iz nekaterih drugih težav. Torej, tukaj bom zaključil. Veliko bem in se vidimo naslednjič. Oggi napisi.